Pozdravljeni, poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes je na sporedu borzni podcast. Odgovarjali bomo na nekaj vročih vprašanj, kot recimo, ali se res kuha največji borzni balon v zgodovini človeštva. Kakšne so usporednice z letom 2007-2008, ko smo imeli največjo finančno-gospodarsko krizo sodobnega časa? Kaj prinašajo nizkocenovni brokerji? Kaj je demokratizacija financ in kakšne koristi bomo imeli zaradi tega? Na kaj paziti, ko investiramo v vroče borzne zgodbe? Kaj je novi hit SPEC in zakaj se mladim zdi to kul naložba? Zakaj bi morali kriptovlagatelji napisati zahvalno pismo večnemu kriptoskeptiku Robiniju? Razkrili bomo tudi, kakšen je skrivnostni recept za vlaganje, o katerem nihče ne želi govoriti. Investiranje ni raketna znanost. Kako torej sestaviti košarico naložb? Kako investirajo mladi in kako boomerji? To in še veliko več v prvem borznem podcastu MoneyHow. Borzni podcast bo stalni feature MoneyHowa, kjer bomo analizirali ne le aktualno dogajanje, temveč iskali praktične rešitve glede vlaganja, izbire brokerjev, domačih, tujih delnic, investiranja v različne sklade, speke in tako dalje. Torej, če vas ta tematika zanima, se naročite na podcast MoneyHow, da boste pravočasno o tem tudi obveščeni. O aktualnem dogajanju na borzi, o tem, kako sestaviti portfelj naložb ter seveda o zgodovinskih lekcijah in vzorcih obnašanja vlagateljev se bom pogovarjala z Andražem Grahkom. Njegova pot na kapitalskih trgih se je začela na časniku Finance, kjer je bil analitik, potem je bil upravljalec premoženja na KD skladih, danes je to General Investments, nazadnje pa tudi direktor naložbenega sektorja. Bil je tudi v središču viharja leta 2008, ko smo bili priča največji finančno-gospodarski krizi sodobnega časa. V tujini je tudi predaval v več tisočglavi množici o upravljanju denarja in osebnih financah, pisal je tudi za Financial Times, citirali so ga tudi na Bloombergu in številnih drugih medijih. Andraž je tudi moj sonavigator v odprtem ekosistemu znanja Business Space, katerega del je tudi ta podcast, sicer pa je direktor in solastnik podjetja Capital Genetics, kjer sem tudi sicer zaposlena. Zdravo, Andraž! Živijo, Marja. Andraž, vročih zgodb oziroma naložb, kam zdaj plasirati nekaj stotakov ali tisočakov, ne manjka. O konkretnih rešitvah, kako sestaviti košarico naložb, bova malce več kasneje povedala, zdaj se bova pa najprej dotaknila čustev. Čustva so tista, ki danes poganjajo borzne tečajnice k rekordnim ravnem. Denimo indeks pohlepa in strahu je trenutno v območju pohlepa in tam je že nekaj časa. Optimizem pa je še kar precejšen. Borze rastejo, Bitcoin je na rekordu, cene stanovanj so rekordne, skratka vse raste. Vse je z lepimi donosi pocukrano in mi se v bistvu prenažiramo te torte, hkrati pa na nek način pričakujemo, da bomo še naprej fit in imeli six-packe. Konec koncev je tudi napoved okrevanja gospodarstva po pandemiji, ki jih objavljajo razne inštitucije, so zelo optimistične. Pa vendar, midva nisva tu, da bova pihala v isti rok kot vsi ostali, opozorila bova na potencialna tveganja, ki lahko ogrozijo na naše prihranke, seveda stati na nasprotnem bregu, medtem ko čreda na drugi strani vpije, da ti stojiš na napačni strani, ni enostavno, pa vendar je nujno. Zadnje čase, ko se pogovarjava, velikokrat omenjaš, da se trenutno kuha največji balon v zgodovini človeštva in vprašanje je, kdaj bo počil in kako zelo nas bo bolelo. Mislim, da nisem več osamljen v tem. Na nek način mnogi opozarjajo, da so številne oblike premoženja na nekih rekordnih relativnih nivojih, glede na bodisi denarni tok, ki ga podjetja ustvarjajo, ali pa prihodke, ki jih podjetja ustvarjajo, ali pa glede na neko drugo metriko, ki se uporablja za vrednotenje različnega premoženja, pa karkoli pač naj že to bo, ali so to nepremičnine, ali pa mogoče zdaj po novem digitalno premoženje. To bi bilo verjetno vprašanje za $1 milijon, kdaj bo počil balon? Dejstvo je, da če pogledamo zgodovino, ta pok balona nikoli ni možno natančno napovedati. Zato je tudi dosti nesmiselno ga probati napovedati, če smo popolnoma iskreni. Predvsem je treba imeti zelo široko odprte oči in se
mogoče posvetiti raznim ekscesom, ki jih nekdo vidi, ki niso normalni, ne sledijo neki logiki investiranja, in več je takšnih ekscesov, bolj moramo postajati previdni. In teh ekscesov je po mojem mnenju na finančnih trgih in nasploh vedno več. Tudi sama mogoče vrednotenja kot taka niso nobena metrika, ki bi nam pomagala, da bi rekli, zdaj pa bo balon počel. Opozarjajo nas zgolj na to, da naj bomo pač previdni in da glede na to, da so bili pretekli donosi bistveno nad kakršnimi koli zgodovinskimi povprečji, to praviloma na trgu pomeni, da bodo prihodnji donosi nižji od povprečja. Zdaj bolj bomo izkoristili ali pa stisnili, predstavljajte si kar neko pomarančo. Če hočete sistematično vso kot ne dobivate, morate počasi stiskati, če boste pa celo naenkrat stisnili, ste pa zaključili. In tako je približen, rekel, na nekem finančnem trgu. Če se preveč stisne to pomarančo, sicer je za vse sok tukaj in so vsi zadovoljni, ampak za tiste, ki jo hotel naslednji kozarc, bo bolj malo stal. In tako je v bistvu za donosi danes. Pretekli donosi so bili bistveno nad povprečjem, sploh če pogledamo recimo tehnološke delnice zadnjih 10 let, praktično so to donosi okrog 15% na leto v povprečju, govorim, kaj šele, če posamečne delnice pogledamo, ki so vodilne na tem področju, recimo, če izpostavim Teslo, naprimer. In tukaj v bistvu so ti znaki, koliko časa še, ali je racionalno pričakovati, da se bo takšna rast nadaljevala, na podlagi česa se bo nadaljevala in v bistvu kako se pripraviti na to, če se bo nekako izčrpal ta moment, ki ga imamo zdaj na trgu, in kako se obrniti na nek srednji in daljši rok. Ker tukaj kratkoročno vemo, kaj se zgodi, ko poč balon, mogoče pa bolj pomembno, kaj se nam zgodi na nek srednji in daljši rok, ker vseeno mnogi varčujejo za neke bolj srednjeročne, dolgoročne cilje, pokojnino mogoče ali pa nek konkreten večji nakup. In tukaj to, a bo balon počel čez 6 mesecev, 12 mesecev, ni toliko relevantno, če smo povsem iskreni. Bolj je težava, ker pademo v eno emocionalno enolončnico, bi jaz rekel, noter, kjer se mešajo različna čustva in zelo malo raciusa. Ja, ampak te donosnosti so nas v zadnjem desetletju dobesedno razvadile in nismo več zadovoljni z enomestno donosnostjo. Včasih smo govorili, da se da na delniških trgih zaslužiti 8% donosnost, takšno je bilo povprečje zadnjega stoletja, pa vendar želimo več kot enomestne donose, želimo večmestne donose in nimamo več potrpljenja čakati na nje. Zdaj jih lahko ustvarimo v nekaj tednih ali pa mesecih ali pa celo v 24 urah, kar je bilo kar nekaj takih primerov. Absolutno. Saj ravno to je še en znak ekscesa, da lahko nekdo v 12 mesecih ustvari, ne vem, vse od, bom pa tako rekel, zlahka ustvari 2-kratnik kapitala, ki ga je vložil noter, če malo več tvega ustvari 10-kratnik kapitala, če gre pa v ekstremno tveganje, pa lahko 20-kratnik kapitala, pa 30-kratnik, recimo v kriptovalutah ustvari. Zdaj, jaz bom tako rekel, jaz sem na trgu že 25 let. To, da si lahko v enem letu, dveh ustvaril takšne večkratnike, nekateri v 20 let prej niso ustvarjali take večkratnike. Zdaj, zame to ni normalno in ni racionalno pričakovati, da bom vsako leto dal noter 1000 evrov in jih ven dobil 20 000 čez eno leto. Zdaj, če nekdo to misli, da se bo to dogajalo vedno, potem pač bo razočaran. In trg nič ne zanima, kaj si on misli in kaj on pričakuje. Zdaj, in tudi trg tudi ne zanima, kaj se bo njemu dogajalo. Mogoče to zanima njegovo mamo, ne zanima pa to trg. Trg je brezkompromisen in brutalen in nekdo na drugi strani ima vrečo nastavljeno in bo to izkoristil. Trenutno imamo najdaljši bikovski trend v zgodovini človeštva. In če pogledamo samo S&P 500, ameriški indeks, ta raste vse od, mislim, da od marca ali od februarja 2009, torej 12 let. In v teh 12 letih se je ta ameriški indeks okrepil za 5-krat. Vmes je sicer bilo nekaj pretresov, a pod črto v bistvu niti nič tako zelo dramatičnega. Recimo marca 2020 so tečaji upadli, mislim, da za 35% zaradi pandemije. Zgodil se je hiter upad, nato pa tudi hiter odboj v obliki črke V.
mene mogoče niti toliko ne moti trajanje tega bikovskega trenda, zato ker če zelo naredimo 5 korakov nazaj v zgodovini modernega kapitalizma, smo videli, da so bili te res sekularni bikovski trendi, ki so lahko tudi 20 let trajali. Mene moti predvsem neka eksponentna rast, ki se zdaj dogaja zadnjih, rečemo, 12 ali pa leto in pol, kjer prehitevamo v bistvu neko osnovno esenco, ki je pa podlaga za ta bikovski trend. Ker se je neka podlaga, so tehnološke družbe, ki v bistvu spreminjajo način, kako funkcionira ekonomija. Izrek je tukaj, recimo, ki si ga lahko sposodimo od enih večjih VC firms, Andreessen Horowitz je software is eating the world. Torej, svet se digitalizira preko softvera, torej preko programske opreme in to je spremenil način, kako mi delamo in produktivnost je popolnoma drugačna. To se je definitivno dogajalo, zato so te tehnološke delnice tako, rekel, v očeh vseh tako privlačne in atraktivne in tudi dobičkonosno zdaj žanjejo rente, v bistvu monopolov, mini monopolov, ki so jih ustvarile. To ima vse nek smisel. Ampak zadnje 2 leti se mi pa zdi, da ima pa zmer manj smisla. Zaradi tega, ker v bistvu se pričakuje, da bojo te giganti, ki imajo zdaj že vrednotenja nad 1000 milijard dolarjev, rasli z enako stopno rastjo, kar je pa po mojem mnenju nemogoče. To je po mojem mnenju. Ali pa bomo imeli balon, ki traja 10 let, sam pol pa lahko končamo na nivoju, da se bomo na koncu kamni in s palcem tepli med sabo. To je pa moje mnenje. Ja. O tej disrupciji se bomo malce več kasneje pogovarjali. Zdaj si že omenil parkrat zgodovino. Zgodovina je lahko odlična učiteljica. Dajva pogledati, oziroma dajva se spomniti leta 2008. Pred letom 2008 smo Slovenci 2006-2007 dobesedno drli v balkanske sklade. Bilo je prelepo, da bi bilo res. Potem je udarila finančna kriza, borzni tečaji so upadli za več kot 70%. Bolečine takrat, ko se dogaja na trgu, se verjetno zelo dobro spomniš. Bil si takrat direktor naložbenega sektorja in si hodil praktično vsak dan na medije pojasnjevati, kaj se dogaja na trgu. Številni takratni vlagatelji pa so po tem zlomu izgubili zaupanje v sklade, borzo, upravljalce in pred kratkim, ko sem bila gostja na nekem dogodku, me je predsednik uprave nekega DZU-ja vprašal, ali se bodo te vlagatelji iz leta 2006-2007, ki so se takrat opekli, vrnili nazaj. Odgovorila samo, da večina, po mojem mnenju, da večina ne bo prišla nazaj, saj je bila zanje bolečina izgube vseeno prehuda, pa ne samo to, rekla sem mu tudi, da prenašajo strah tudi na svoje otroke. Kakšno pa je tvoje mnenje o tem? Bodo prišli nazaj? Ja, moje mnenje je, da so se v umestni fazi praktično, ker tukaj govorimo o nekmu balonu na Balkanu, ki je nastajal skozi, rečem, od leta 2002, 2003, 2004, 2005 naprej se je to nekako gradili in napihovali, dokler ni nekako prišla do nas finančna kriza in se je ta balon tudi kot posledica teže tega razpočil. Jaz bi rekel, da je veliko teh ljudi ne bo prišlo nazaj na trg, mogoče kakšen zdaj se znašel na nekem drugem trgu, ne balkanskem, v balkanskega verjamem, da ne verjame na enak način, se mu tudi v končni fazi balkanski skladi, če je imel še kakšno točko noter, so mu tudi dokazali, da je bilo okrevanje res počasno. Saj, če pogledamo recimo slovenski trg kot del tega širšega balkanskega trga, recimo Krka kot blue chip, ki je sicer dobiček ves čas rastel praktično, ni bilo nobenega zloma, dobička je šele, ne vem, dajmo reči, v tem letu se prebil prek unga vrha česne, ki smo ga videli. Torej si recimo čez vrh zadev ravno na nuli. To ni najboljša popotnica, ker če si pogledal tehnološke delnice, so te že od unga vrha in 3-krat više, tam približno lahko. Odvisen, kaj gledaš, če pa kaj drugega kupil. Po drugi strani pa mislim, da so vstopali v tej fazi zlasti zadnjih 2 let profili vlagateljev, zlasti malih vlagateljev na trg, ki so prišli ravno skozi to digitalno neko novo okno, ali to neobrokerjev, ali lažjega investirala, ali teke digitalne avenije, kjer po moje, rekel, jaz danes vidim trgovanje skoraj malo kot podaljšek, bom tako rekel, gaminga, če bi včasih izraž casual gaming, da smo za zabavo igrali igrce in z tega rado šport in cel biznis, se zdaj malo premikamo v casual trading pa investing, ker imamo aplikacije in zelo simple, pač so elementi te gamifikacije pri investiranju in vse gre kar navzgor, kot v igrci, po domač povedan. Tako da, zdi se mi, da prihajajo, kaj hočem reči, le del teh
se je zadržalo sploh mentalno na nekem nivoju, da so pripravljeni sprejemati tveganje, po mojem mnenju. Po drugi strani pa prihajajo nove, temu se reče kohorte, nove skupine investitorjev skozi drug kanal noter, ker so pač enostavno trgi vedno rasli in tudi če si kupil par delnic tehnoloških, si zelo hitro zaslužil tudi do 100% v 2 letih in zakaj bi se tukaj upirali na nek način, ne takšnim donosom, ne, dajmo probati. Tako da mislim, da prihajajo drugi, mogoče, ki niso takrat bili toliko upleteni v balkansko zgodbo, ker v balkanski zgodbi jaz vem, da je bilo veliko tudi podjetnikov, ki so velike denarje vložili in to je ene pripeljalo res malo manj, če ne tudi so na rob posebnega bankrota. Danes je mogoče vsem to mečkan drugače, ker prideš skozi te aplikacije not najprej z manjšim številkam, pol ratejo večje, pol odkriješ opcije in se pol igraš naprej. Kar je pa lahko še bolj, ko bi rekel, zasvajajoče na nek način, ne? Ker še večji donos, še hitrejš ga narediš in še bolj se super kot nek car počutiš. In to te pa izjemno dvigne vse noter in dobesedno misliš, da letiš. No. To je malo kar rekel, problematično čustvo, ki ga težko obvladuješ, če si za njih par tisoč evrov zlezel na 40.000 evrov, kar se lahko zgodi, če se z opcijami igraš. Ne. Nekateri, sploh mlajši vlagatelji, v bistvu primerjajo trenutno trgovanje z hazardiranjem, s športnim stavom, da v bistvu na enak način doživljajo te zmage na borzi, kot recimo, ko so zmagovalci recimo na športni stavi. Ja, absolutno, zato ker če pogledamo, kakšne so razmere na športnih stavnicah, in grejo lahko 1 proti, 20-50 krat, odvisen zdaj, če na underdoga staviš, so tudi rejšoti drugačni, Tukaj se uporabljajo zmer bolj inštrumenti na finančni vzvod, ali so to zdaj pogodbe, ki so vezane na razliko, kjer samo deponiraš del, bom tako rekel, sredstev, kot neke vrste, temu se reče margin, zato da izpostavljenost držiš, ali se kupujejo opcije, naprimer, ali pa se kupujejo že delnice na kredit, ker v bistvu večina online brokerjev ponuja brez težav za 1 enoto tvojega kapitala 2 enote še dodatnega kredita. In tako da ta tako imenovan horse racing mentality, bi se rekel, torej mentaliteta konjskih stav, kot je to izpostavil Charlie Munger, eden izmed 2 teh starih dedkov Berkshire Hathaway, da se jaz malo pohecam. Ravno to, pač to je nek kratkoročno usmerjena, bolj trgovalna strategija, kjer se namenoma sprejema velika tveganja, seveda z namenom zelo visoke dobičke. Saj je res, da tukaj želiš omejiti maksimum, ki ga lahko zgubiš. Sam moje izkušnje so tudi osebne, kjer sem sam tudi zgubil, tudi kakšen denar, je to, da se ne znaš ustaviti, da se ne znaš kontrolirati. Ker te prvič zadaneš v sredino tarče, se rečeš, če pa še 3-krat zadanem v sredino tarče, sem pa naredil, krat 1000, in potem uno opcijo zavrtiš okrog in spet investiraš in še malo več in ne omejiš in nikoli ne daš sam res 10%, ki ne bi ga in to je zlasti pri začetnikih problem. Ne pravim, da ne obstajajo neki bolj izkušeni, ki so se kle naučili, ampak te so res v manjšem procentu, to so tako majhni odstotki, da pač ne govoriva za širino tukaj. Zdaj, ko govoriš o zadolževanju oziroma kupovanju delnic z vzvodom, pred kratkim sem brala članek o tem, kako se ljudje zadolžujejo za nakup delnic. Margin debt je v ZDA poskočil na rekordne ravni in to naj bi po mnenju Bank of America bil znak bikovskega trenda. Ampak vseeno iz ZDA prihajajo tudi tragične zgodbe mladih, ki v bistvu se nekako zagamblajo in ne znajo priti nazaj. In to so lahko res zelo, zelo tragične zgodbe. Menim, da nakupovanje z vzvodom ni za manj izkušene vlagatelje. Torej, kaj mora človek vedeti, če hoče kupiti recimo nek milenic, ki naj jo zdaj posluša, kaj on mora vedeti, ko kupuje z vzvodom? Jaz mislim, da je najbolj, da ne začne kupovati z vzvodom, da ne se najprej malo nauči in dobi občutek za to, koliko delnice, ki jih je ogledal in ki se mu zdijo zanimive, nihajo. Naj se malo s tem profilom volatilnosti posamične delnice ali pa ETF-a ali pa pač inštrumenta, ki ga kupuje, seznani. Ker mora vedeti, da kakršenkoli vzvod, ki ga bo vzel, bo x-krat povečal te nihanja in povečal možnost izgub. V bistvu kaj je težava vzvoda finančnega? Ni težava samega vzvoda kot vzvoda. Vsa podjetja uporabljajo kredite,
tudi za svoje poslovanje, za širitev svojega poslovanja. Vse to je vzvod. Težava je samo, če ne znate obvladovati tveganja, ki ga ta vzvod prinaša. In tukaj je pa ta glaven problem, ker bi rekel, da 99,9% newcomerjev na trg tega tveganja ne zna obvladovati. Predvsem misel, da ta tveganje ne obstaja in da grejo lahko stvari samo navzgor, in ta mentaliteta, sej bom itak omejil svojo izgubo, ker lahko samo premijo zgubim, pa bo to, da zgubiš na konc 20 premij, pa so vse zgubil. Tako da v bistvu to obvladovanje tveganja se naučiš skozi čas. Na tem moraš delati. To je tako kot neka obrt. Ja, jaz se s tem strinjam, ampak prej si lepo povedal, da so mladi nekako na krilih teh lepih donosov in se jih nič ne ustavi in bo rekel, kakšen boomer si tukaj, da boš zdaj meni razlagal o vseh teh tveganjih in omejitvah. Dejstvo je, da te mladi v bistvu niso izkusili te bolečine izgube. V zadnjih 10 let vse raste in dostikrat, ko gledam razne priporočila mladih na raznih družbenih omrežjih, predlagajo, kupi to in to, usedi se na kavč in glej, kako raste. Predvsem to za kriptovalute velikokrat povejo. Ja, mislim, ne vem, kaj ne rečem. Internet je toliko bogat raznih vsebin, moraš sam začeti iskati. Zdaj, če boš skozi iskalnik napisal maximum gain in 1 month, pa boš dobil to, kar pač iščeš, in enkrat boš pač dobil po prstih. Če boš pa maximum loss of a teenager and how it affects him, recimo vtipkal noter, ti bo pa pač neki drugega ven, pa what happened behind the scenes in the GameStop community, recimo, pa koliko so nekateri izgubili. Tako da, jaz ne vem, očitno smo v tem svetu ekshibicionizma, zelo stran porivamo težave, zelo stran porivamo motnje, ki jih povzroča tak, hazarderski način investiranja in zelo na piedestal dajemo samega sebe, koliko smo obogateli, koliko smo mi, ne vem, lepi, bogati, srečni in ne vem kaj še vsega. Dejstvo je pa, da življenjske lekcije se skrivajo ravno v neki bolečini in solzah, ki vodijo skozi svojo transformacijo, ker si jih dobil po prstih. To te krepi kot osebno. Zdaj, to, da si 5krat zadev in da te vsi lajkajo, pa da še zelo lep, pa si spobarval malo lase, pa imaš mišičice, pa sixpacke, mislim, to trg nič ne zanima. To zanima samo svoje frende, ki upam, da bo še zmer tam, ko boš ti izgubil svoj denar, ki ti boš rabil pomoč. To me v bistvu zelo spominja na pogovore, ki sem jih imela s številnimi olimpijci, ko so povedali, ko dobimo olimpijsko medaljo, nas vsi v bistvu po ramenih trepljajo, bravo, bravo, ampak velikokrat pa te ljudje ne vidijo vse to solze in trpljenje, kaj vse so investirali, zato da so danes v bistvu prišli do tega naziva. No in ko že omenjaš GameStop in Reddit in družbeno omrežja, finančne nasvete ne iščemo več pri izkušenih borznih mačkih, iščemo jih na družbenih omrežjih, recimo Redditu in TikToku. Na vseh teh družbenih omrežjih sem sama tudi prisotna in vidim, koliko je škodljivih nasvetov, ki jih ponuja praktično vsak, ki ima 5 minut časa ali pa slučajno prebere en članek ali pa knjigo. In med njimi je ogromno prodajalcev megle in ravno to se mi zdi danes ključno, da kot vlagatelj moramo nekako oceniti, komu bomo zaupali. Poplava informacij je ogromna, algoritmi na Googlu tudi naredijo svoje in moram reči, da pri nas je nabor zaupanja vrednih poznavalcev borze ali pa investiranja na splošno osebnih financ zelo, zelo, zelo skromen. To je sicer res. Jaz mislim, da klej treba biti zelo objektiven. Zdaj, sama, recimo, družbena omrežja ali pa spletni forumi, kot so Reddit, so samo zame infrastruktura. Zdaj, ki omogoča, da različni ljudje uporabljajo ta megafon in nekako svojo vsebino, diseminirajo, distribuirajo. Zdaj, tako kot na vsakem forumu moraš najti mogoče nek community, ki ga razumeš in razumeš neko omejeno uporabnost. Dostikrat se bolj tam tudi zabava daje v spredju, kot pa resnični nasveti, mislim, iskreno povedano. Zdaj, druga stvar, ki mislim, da je izjemno problematična pri tem, je to, da tradicionalna panoga upravljanja premoženja je zgubila res, se mi zdi, v zadnjih 5 letih pospešeno zgubila nek stik, kako na enostaven način, kredibilen način spraviti neke lekcije, ki jih ima vsem v zadnjih 10 letih pri sebi,
na ustrezen način na vse tiste, ki vstopajo na trg. Zaradi tega pa, ker imajo cel kup enih, zgodovinske prtljage in ta prostor zdaj naslavljajo določeni startupi ali pa scale-upi, kot so recimo Robinhood in producirajo nek svoj vrsten content, ki je vsebino, torej, ki pa je vsem, moram reči, zelo prodajno naravnana in naravnana na to, da se uporabnike seveda onboarda na digitalnega brokerja. In zdaj pa vse zveni tako hudičev zapleteno, ampak v resnici sploh ni. Zdaj, največja skrivnost, ki boh ne dej, da bi jo kdo povedal, je to, da investiranje v resnici z tem, da boste dosegli neke, take donosnosti, ki so primerne za tvegane naložbe, kot so delnice, sploh ni tako hudičevo zapleteno. Sam vsi ga radi delajo izjemno zapletenega, vsi radi ponujajo, da vejo nekaj več, da dajo nekaj več, kot lahko da trg, ravno z namenom, zato da te bo mogoče prepričal, da greš v neko smer. Zdaj, zakaj to počnejo, so njihovi motivi različni, v to nam šukar, tukaj sem lahko potem 5 dni, ne pa 5 minut o tem govorim. Tukaj moramo sprejeti koncept, da trg, kot delniški trg, recimo svetovni delniški trg, ima neko vsebovano premijo za tveganje, ko mi vstopimo na ta trg. In ravno zato, ker ima to premijo za tveganje nad kakršnimi koli drugimi manj tveganimi naložbami, so to depozite, obveznice, nepremičnine ali pa nekaj podobnega, pač nekaj, kar manj niha, bomo dobili to premijo. In ta premija je na nek dolgi rok bila lahko zelo različna. Če ste na nekim povprečnem vrednotenju noter prišli, ste dobili nekih, dajmo reči, 6 do 7 odstotnih točk več, kot so druge naložbe prinašale. Če ste glih na vrhu noter prihromeli, pol ste na dolgi rok, to pomeni ponovadi 10 let, ni nek tak obdobje, kjer se to vse nekako odraz, kaj je res vrednost delniškega trga, ste dobili mogoče samo 3 odstotne točke presežka. Seveda, če ste bil pa ti srečni šampion, ki je točen na dnu, po nekem zlomu noter preletu, ste pa dobili tudi do 12 odstotnih točk več. In pogledamo nazaj, Nasdaq zadnjih 10 let se je točno to zgodil. Ti donosi so tam okrog 15% na leto, ravno zato, ker praznujemo bolj ali manj obletnico tistega dna. Mislim, bolj ali manj govorim. In zdaj, kaj morate vi narediti? Vse, kar morate vi narediti, je najti nek inštrument, ki bo kupil cel trg. In zato so primerni skladi ali pa ETF-i. Veš kaj, Andraž, mi da bova pa to malce kasneje bolj poglobljeno se pogovorila o teh naložbenih strategijah in sestavi portfelja. Jaz mislim, da mi dva morava pa najprej drugo tematiko obdelati. To je, in sicer si že sam lepo povedal, disrupcija v finančni panogi in predvsem disrupcija panoge upravljanja premoženja. Začelo se je, kot si že sam omenil, Robinhooda, druge nizkocenovne brokerje. Ti so dejansko mladim na široko odprli vrata in jih zvabili z brezplačnim trgovanjem. Ponujajo tudi frakcijsko trgovanje, se pravi, kupaš delček delnice, ne rabiš niti kupiti cele delnice. Možnost trgovanja z delnicam, govorile so tudi z opcijami, z vzvodom, torej z dolgom. Kam se to pelje? Kaj lahko še pričakujemo? To je zdaj zelo široka tema. Prvi del je, da je Robinhood prinesel neko brezprovizijsko trgovanje in s tem dostop do trga tudi za manjše zneske. Jaz bi temu rekel, da tukaj seveda ni bil samo Robinhood, ampak se je ta model počasno tako nekako sestavil skupaj. Je pa res, da je bil Robinhood najbolj agresiven. Podpiram predvsem tudi strani skladov tveganega kapitala iz Silicijeve doline, ki so ugotovili, da model, kakršen je pri borznem posredovanju, prinaša visoke provizije, ki vse skupaj sešteješ in da je zrel, da ga disruptirajo. In so podprli Robinhood, ker Robinhood brez milijard, Robinhooda ni, mi nimamo poceni trgovanja. Jaz lahko Vladu Tenevu samo zahvalno pismo pošljem, ker se je to zavisi skladi lotil, ker je to povzročil, da so tudi drugi brokerji, ki so sicer po mojem mnenju kapitalsko močnejši, kot so Charles Schwab recimo, ali pa določeni drugi interactive brokers, da se je v bistvu ponudba tukaj začela predstavljati na ta nivo, ampak, moram pa reči ampak. Obstaja še ena anekdota, kjer sta, bom tako rekel, dve živali v svojem hlevu in čakata na zakol in sta blazno zadovoljni, kako je tukaj super, ker je zastonj hrana. Tako da, če razumete, kam hočem reči, na koncu se nekako treba slanino narediti, dajmo temu tako reči. In zdaj, kaj se tukaj dogaja? Ti poslovni modeli temeljijo na to, da praktično
veliko uporabnikov onboardajo na svojo platformo, ki ustvarjajo bistveno večji obseg trgovanja, hkrati ponujajo tudi več inštrumentov, enostaven dostop tudi do recimo inštrumentov s finančnim vzvodom, kot so opcije, ki je bil sicer izjemno nelikviden trg še kakšnih 10-15 let nazaj, zdaj pa kar naenkrat likvidnost na ta nelikviden trg lahko prihaja, ker gospod Robin Hood oziroma Vlad, zanimivo, Robin Hood Vlad, mene malo na Vlada tepeža spomnim, vsakič, ko Vlad rečem, tako da ne vem, ali je to zgodba o Drakuli ali o Robin Hoodu na koncu, ampak kakorkoli. Zdaj imamo silen tok, ki prihajajo in ta retail investor prihaja in temu vsi rečemo demokratizacija financ. Vsak lahko kupi frakcijo delnice za $2, za $20, kolikor imaš daš. To je malo tako kot bazar. Kar imaš daš lahko na trg in zdaj lahko ne samo bogati služijo na delnicam, ampak tudi vsi tisti. Ampak pozablja se pa ena stvar, da v bistvu Robin Hood ves ta tok vzame in ga v bistvu proda z neko razliko vsem tistim, ki so pa bližje in imajo licenco za infrastrukturo trgov in delajo likvidnost. In težava Robin Hooda je to, da je ta izjemno hitra rast rata izjemno težko obvladljiva. Še zlasti, če se njihovi klienti združijo v neko maso, v neko silo, kar Robin Hood ni pričakoval, in se lotijo nekega izjemno nelikvidnega trga. To je pa drug del tega, ki je tukaj problem. To je pa GameStop, kjer se lotijo pač opcij nekega podjetja, ki je že v osnovi small cap, ima pač, ne vem, takrat imeli nekih $500 milijonov, pa še ne vem, če sploh tržne kapitalizacije, in oni so se lotili igrati z opcijami, ker je nekdo ugotovil, da so tam neki hedge skladi, ki so domnevno največji problem trga, čeprav iskreno povedano, hedge skladi predstavljajo tako 3-4% celega kapitalskega trga. Tako da ta zgodba je tako napihnjena, da ne vem, kaj bi sploh rekel. Tako da to je zdaj zgodbica, kot Hollywood movie mal. Zdaj pa, kaj pa problem Robin Hooda? Robin Hood ugotovi, da se tukaj začnejo akumulirati zelo veliki dobički njihovih klientov, ampak moramo razumeti, da opcije se pa morajo poklirati, to pomeni, se mora izvršiti poravnava pozicij, če ima nekdo izgubo z nekom, ki ima pač dobiček, praktično najmanj vsake 2 dni. Ker obstaja neka firma, ki se imenuje Clearing Corporation, ki mora skrbeti, da nihče ne zbankrotira na opciji, da je zmer sistem poplačan, ker je to zaupanje v sistem. In kaj se je zgodil fantom na Robin Hoodu? Dejansko vmes morajo oni za ta 2 dni skrbeti, da ima broker dovolj kapitala, da v ozadju skrbi za, dajmo reči, solventnost celega trga. Vsi brokeri imajo to dolžnost. In Robin Hood je zaradi te igrice z GameStopom praktično v 2 dneh ali pa v parih dneh ratal insolventen in mogel zbrati, mislim, okrog 6 milijard na trgu. O tem se nič ni govoril, da se trguje prek enega brokerja, ki v bistvu bi bil lahko jutri v stečaju, če ne bo od prijateljev iz Silicon Valleyja pa njihovih večjih prijateljev dobil denar. Ogromen se je pa govoril, kako je ta Robin Hood uposli z nekimi večjimi skladi, ki imajo pač tudi delež v Robin Hoodu. In zdaj, kaj hočem reči? Ko se navdušujemo nad demokratizacijo osebnih financ, jaz sem blazen fan tega, je pa spet treba malo narediti domačo nalogo, preko katerega borznega posrednika trgujemo, ker če delate preko Robin Hooda in ste del, dajmo reči, GameStop skupnosti in imate neko vendeto proti hedge skladom, se lahko zgodi, da boste izgubili dostop do svojega računa, ker delate to prek nekoga, ki vam bom rekel po domač, po balkanski nima za burek. Dejva temu tako reči. No, to je pa nekaj, kar bi bolj izkušeni trgovci rekli, jaz se ne bom, po domač povedam, bom direktno zajebaval z nekim Robin Hoodom, ampak bom probal iti to delati prek nekega brokerja, ki je dovolj solventen, da se mi ne bo zgodil, da mi bojo zamrznili pozicijo, pa se pa trg premaknil nekam v 2 dneh in bo moja pozicija, ki je bila prej $100,000 dobička, vredna nič, ali pa vredna kakorkoli pa že. Ker pa v opcijah je to zelo hitro, ker imaš izvršilno ceno, enkrat si nad, takoj, ko si pot, je opcija vredna nič. In mnogim se je to pri GameStopu zgodil, ker so šli noter v opcije na nekem vrhu, pa se je stvar zamrznila, ko se je trg odprl, je bilo piši pismo mami, sem brez denarja, prosim, pošli, ne vem, €100. Ful si lepo povedal o Robin Hoodu, ampak Slovenci dejansko ne moramo trgovati preko Robin Hooda. Dobili smo pa recimo, jaz konkretno pred Interactive Brokers trgujem, sem dobila obvestilo o omejitvi trgovanja z določenimi delnicami, ki so se v bistvu napihovale na Redditovem kanalu Wall Street Bets.
To je isti sindrom, kot ga je imel Robinhood, sam je bil manj poudarjen pri drugih brokerjih. Zaradi tega, ko začne delnica nihati, se vračuna, kakšne bo nihanja v naslednjih 2 dneh in je potrebno bom tako rekel, prenastaviti limite izpostavljenosti, ki jih ima lahko posamična stranka pri brokerju. Ker broker mora imeti na drugi strani to pokrit in mora zapreti ali s kapitalom ali z neko kontrapozicijo. In težava je, če neki hiter raste in zelo niha, mu nadzornik reče, vaše, temu se reče value at risk, to pomeni izpostavljenost se vsak dan lahko poveča, zelo je nepredvidljivo, lahko bo 100,000 evrov, lahko bo pa 200,000 evrov, ampak kaj bo rekel regulator? Dajte vi raj 200,000 evrov imeti zastavljenih, ne 100, a je res. In če se ti to čez noč zgodi, kaj reče broker? Reče, ko opažamo nek, temu se reče žep ljudi, ki pospešeno za zelo volatilnimi stvarmi špekulira na vzvod in bi se nam lahko zgodilo, da bomo mogli imeti več, bom tako rekel, finančnih sredstev na voljo za poravnalni sistem, bomo mi omejili to trgovanje ali pa bomo rekli tem ljudem, da morajo pač rekel, več sredstev nakazati na svoj račun. Bomo na ta način zmanjšali izpostavljenost, ker pa imamo več njihovih sredstev, več kolaterala in pa se stvari spet pokrijejo. Torej, drugi brokeri so tudi imeli problem zaradi tega, bom skoraj rekel, nekega turbotrgovanja, jaz drugače temu ne morem reči, ki je povzročil zelo hitre skoke volatilnosti delnic in je naredil to izjemno nepredvidljivo. Ker težava je to, da tako kot so regulatorji to ugotovili, tako kot gre lahko hiter gor, gre lahko tudi hiter dol. In to se lahko zgodi v 2 dneh. In to so lahko dnevni premiki, ki so nenormalni. To ni normalno, da delnica skače gor in dol vsak dan, govorim, po 10, 20, 30%. Ja, seveda, če imaš dobiček, tisti dan fali, lahko pade 30%. Če prevzem ne gre čez, ja, ampak lepo prosim, ne vsak dan, ne? A lahko mogoče tukaj se saj še dotakneva ene zadeve. Kdo sploh trguje z opcijami? Zdaj, to se je veliko govorilo v tujini, verjetno tudi kakšen zanesenjak v Sloveniji, ampak načeloma vsi ti finančniki, ki jih jaz poznam, praviloma se mi zdi, da ne trgujejo z opcijami. Pogovarjala sem se z nekaterimi, ki sicer trgujejo, ampak večinoma pa v povprečju bom rekla pa, da ne. Se ravno to je catch cele zgodbe. Finančniki so v manjšem obsegu trgovali z opcijami v preteklosti. Zakaj se sploh opcije so se uporabljale? Delno, ker so jih traderji uporabljali, delno pa zaradi tega, ker so se uporabljale za različne oblike zavarovanja že obstoječih pozicij, ali pa če ste bil nek špekulant ali hedge fund, ste imeli različne strategije opcijske, ker niste stavili na neko smer trga generalno, ampak ste neke ožetev imeli, da jim tako reči, nekih razlik med delnicami, tako imenovanih spredov ali pa premikov, nekih relativnih, bom tako rekel, premikov med različnimi vrednostnimi papirji. Kaj se je pa zdaj zgodilo? Zdaj pa jaz, Andraž nadobudni, star 20 let, se onboardam na discount brokerja in ugotovim, da ni problem tam kupiti na opcijo. Zakaj bi jaz čakal, da gre zdaj Tesla krat 5 gor v 2 letih, če pa lahko kupam opcijo Tesle, pa še malo to fajn preberem na različnih YouTubih in ne vem kje, koliko lahko to zaslužim. In zdaj, kaj se je zgodilo? Zelo malo je bilo potrebno, da se je prek teh digitalnih kanalov zlil denarja, ker so ljudje probali. In kaj? Ljudje so probali in ljudje so zaslužili denar. In so naredili krat 10, krat 20 in kaj so naredili? Še enkrat so kupili. In v bistvu relativno majhen pritok denarja na opcijski trg, sploh v nekaj, če je bilo to v izbrane stave, ravno Wall Street Bets, v bistvu GameStop zgodba je tipičen primer tega, lahko povzroči čisti šok za sistem, ker obstoječi rezidenti, ki so v manjšem obsegu v povprečju trgovali s tem, kar naenkrat vidijo tam neke opcijske vikinge, ki norijo v krog in se sprašujejo, kaj pa je to zdaj za en pohod. In nikomor nič ni jasen, ker to ne normalno. To ni normalno, da ti greš in kupuješ v bistvu delnice, nakupne opcije in s tem v bistvu ti delnico, na katerih temelji opcija, v bistvu nabijaš navzgor. To je v resnici, če bi to en hedge fund naredil, kar je naredil GameStop, zgodba, pustimo zdaj začetek, zakaj sem, ampak ta finale, veliki finale, jaz sem prepričan, da pristane na sodišču.
mislim, da je zato na sodišču. Ta Roaring Kitty se mora zagovarjati, tudi ta fant, ki je v bistvu ex-Wall Street guy, ki je v bistvu začel to zgodbo. Vseeno bi tukaj omenila, recimo, da so tudi nekateri brokerji v Evropi naredili revizijo svojih strank in preverjali, ali izpolnjujejo vse pogoje za to, da lahko sploh trgujejo z opcijami. Tudi določenim onemogočili trgovanje z opcijami. Absolutno. To se je dogajalo, across the board. Pogledali so nekako, kaj so njihove stranke, kakšno imajo stanje na računih, iz tega ali koliko lahko sklepaš, kakšno imajo neko neto vrednost premoženja. To je pa zdaj regulacija. In zdaj, kaj se je zgodilo? To je približno tako kot banke. Se vemo, ker pa potem, ko je bila bančna kriza, so mogle vse banke dvigati kapital, pa milijon nekih novih pravil napisati. Brokerji, ki so pa imeli krizo Robin Hood, so pa rekli, da moramo pa mi pokazati, da mi pa smo sami tudi izjemno, temu se reče prudent, vestni in bomo tole še enkrat šli pogledati, ker če zdaj pride eno kontrolo in nič nismo naredili, bojo nam že kar ček zakazan napisali. In to je v bistvu, tako jaz pravim, ta kapitalski trg, jaz se sam smejim k te scene gledam. Jaz rečem, the more things change, the more they stay the same. Zmer pride en mladi bikec, misel, da je, ponovno, tudi sam sem bil del tega, 10-15 let nazaj, da je ponovno izumil neko zgodbo, da je ponovno izumil nek način trgovanja, da je odkril nekaj novega in da je to čist nekaj revolucionarnega in da vsi tisti stari boomerji tam nimajo pojma. Na koncu pa izkaže, da pač saj na finančnih trgih ne obstaja nek matrix, ki pride nek neo in gravitacijo izkriv in vse premaga. To pač ne funkcionira na teh trgih. To je pač žal tako je, obstajajo anomalije, na koncu je cel kup politike, ki seveda se noče ljudstvo zameriti in se dela malo butastega iz cele zgodbe, ampak na koncu regulacijo je treba spremeniti s konsenzom. Vemo pa, kako izgleda recimo zakonodaja, politiki, stranke, da se kaj spremeni in to je vse skupaj. Operejo se roke in gremo dalje. Zdaj smo šla malo bolj na ta, recimo temu, za bolj izkušene vlagatelje, opcije, Robin Hood in tako dalje. Greva se dotakniti še ene zelo vroče zgodbe. Marsikdo se je tukaj že recimo temu nasmolil in sicer eden od pokazateljev pregretosti trga je tudi poplava IPO-je oziroma prva javna prodaja delnic. Lani smo bili priča IPO, Airbnb, Snowflake, DoorDash in kup drugih. Prvi dan kotacije pa se je zgodila prava eksplozija na borzi. Marsikdo je takrat tudi verjetno skočil, kupil delnico in potem v bistvu ugotovil, da je mogoče malo preplačal. Nekaj vročih IPO-jev se še napoveduje, da nima Coinbase, govori se tudi o Robin Hoodu, čeprav zdaj ne vem, kako bo tukaj, in drugi IPO-ji. Kaj se dogaja z temi delnicami, IPO-ji delnicami? Meni je izjemno logična. Zdaj vsi pa z tega delajo spet neki, kako pa je to, kako se pa to dogaja. Mislim, to je neverjetno, kako se ljudje znajo delati butaste v tej finančni panogi. Klasičen IPO praviloma vključuje dobro poučene vlagatelje, ki ocenejo vrednost podjetja in so pripravljeni, ker pogosto ali obstoječi delničarji prodajo delnice ali pa je kombinacija prodaje in nekega zbiranja kapitala. To pomeni, da imate same finančne inštitucije, da v bistvu ocenijo vrednost tega podjetja in uračunajo, koliko bi oni želeli zaslužiti, če kupijo v IPO-ju na nek srednji in dolgi rok. In njihove zahtevane donosnosti so za pač te delnice, ki prihajajo na trg, po moje tako 15% na leto. In oni so s tem zadovoljni. Zdaj, kaj se pa zgodi, potem so oni kupili te delnice in se uvrstijo delnice na trg, je pa druga stvar. Kdo pa tam kupuje? Tam pa kupuje vsak, ki mu je delnica všeč. A je uračunal 15% donosnost, ki jo bo kupil? Ne, on jo sam hoče imeti. In v bistvu, če smo čisto iskreni, tukaj se pojavlja ravno ta momentum, mal na retail flowu investitorjev, ki vidijo potencial v teh podjetjih in mogoče ne znajo ločiti dve stvari. Eno je odlično podjetje, ki lahko odlično raste, eno je pa odlična naložba. Zdaj, kaj za njih odlična naložba? Jaz se mal praskam po glavu, ker ne razumem
te njihovega metra na odlični naložbi, absolutno so pa po mojem sposobni oceniti, kaj je odlično podjetje, če dovolj berejo. To, kaj je odlična naložba, je pa malo zapletena stvar, zlasti, ko gledate eno delnico, eno podjetje, uračunate vsa tveganja naprej, kaj bo s panogo, koliko imajo insiderji not delnic, kdaj je lock-up, kdaj bojo prodali, koliko konkurence je lahko tam noter, če se spremeni, ne vem, cena enega kanala oglaševanja, kaj bo z dobičkom, če se na regulacija spremeni, nihče tega ne razmišlja. To je brez veze. V bistvu takrat je test nekega momentuma in zaradi tega vidimo, da če pogledamo danes te, relativno konzervativne investitorje, ki vračunavajo nek zahteven donos, ki je dvomesten v tehnološke delnice in med tiste, ki ne pridejo nikoli v IPO, pa imajo načeloma manjše zneske, ki se ta sila, tako kot pri GameStopu, ki se je sila skupaj združba, kam so pa nabili ceno delnice GameStopa v resnici na neke nivoje, ki ni bila nobenemu jasna, zakaj tam. A je res, nihče jo ni mogel zračunati. Zdaj, a so jo nabili? Ja, so jo. Zakaj? Ne vem, očitno je bila odlična naložba. In IPO-ji samo kažejo te dva različna trga, kvalificirani investitorji in pol vsi drugi, ki so na trgu. Kar je klep pomemben po moje, na celem trgu sem gledal za ene procente, včasih so retail investorji imeli tako 10 do 15% celega trga na vrhovih, zdaj ravno, ker se demokratizirajo, temu se reče, finance, to pomeni se dostop do kapitalskih trgov res je razširil in to je sicer zelo v redu, da ne bo pomota, jaz sem blazen podpornik tega, se je miks spremenil. In ravno ta retail flow je v zadnjih 2 letih v bistvu dviguje, po mojem mnenju, valuacije, ker manj kritično gleda na neke delnice. Pač enostavno se pohvališ, imam Teslo, ki sem mal cara, pa imam, kaj se jim, zelo bom Coinbase kupil, ki vpršil na trg. Željani smo teh novih podjetij, ki so, je pa res, da so na nek način IT in tudi včasih konzumer monopoli v nekih panogah. In njihova vrednost se bo tehtala. Jaz težko rečem, da so čisto vse te totalno napihnjeni in da ne morajo nadaljevati nek svoj pohod, recimo. Ampak je pa težko oceniti to. Deva se še čisto na hitro dotakniti še enega hita oziroma trenda SPAC. In sicer gre za Special Purpose Acquisition Companies oziroma javno kotirajoče zaprte sklade, ki iščejo vroče tarče za prevzem in za podjetje je to nekakšna alternativa IPO-ju, za male vlagatelje pa spet ena enkratna priložnost, da na hitro neki denarje zaslužijo. O tem, kaj moramo vedeti, ko vlagamo v SPAC-e in kateri so ta hip najbolj vroči, je pisal tudi najin kolega Matej Šimlic v blogu, ki je objavljal na Capital Genetics. Torej, kakšen nasvet lahko dava za vlaganje v SPAC? Kaj ne rečem, da sem malo pohical, malo na špeh zveni. Spet je neka slanina v igri, kao ima zdaj vrgel na žar gor. Ampak ni dosti daleč od tega, da bom razložil. Zakaj? Ti prideš k enemu zelo dobremu šefu in rečeš, wow, ta je res car, kva nam bo zdaj on skuhal, in ni menija, sam piše, to je gostilna pri šefu Mateju, Andražu, Janezu, Igorju, vse nima veze, Mišelu in vsi vemo, da se tukaj dobro je, gor je 5, ne vem koliko zvezdic že, 3 Mišelinove, kakorkoli pa že, v vseh revijah je noter, ampak ni menija. Vemo sam, da se dobro je. Zakaj? Ker je on dostavil toliko različnih dobrih jedi, torej donosov na nek način, ima ta track record, zgodovinsko dobro sled ustvarjanja donosov in če bomo njemu dali denar in bomo zakupali in rezervirali mizo v njegovi restauraciji, bo sigurno to izjemna izkušnja. Value for money je neverjeten. In en tipičen primer tak je, Pershing Square, Bill Ackman, ki je bil eden izmed prvih teh SPAC-ov in obljuba je bila kle relativno simpel. Dejte vi meni denar, bomo že kar na zalogo naredili družbo, ki je uvrščena na borzo, jaz bom pa že usporedno se zmenil za akvizicijo ene full sexy firme ali pa nekega startupa in vam s tem omogočil, da boste v bistvu vi postali lastniki SPAC-a, ki bo pa lastnik tega podjetja. In kaj to pomeni? Dal sem vam zajčjo luknjo, prek katere boste vi prišli na nek trg, do katerega do zdaj niste imeli dostopa.
ker bi mogli čakati na IPO, pa to traja x časa, kaj bom pa dal podjetniku? Ja, skrajšal mu bom pot do trga, da se ne bo IPO v ZDA, pravno gledano izjemno kompleksen proces in traja zelo dolg časa, vi morate imeti tudi razne revidirane izkaze in take stvari. To ni hec, no. Mislim, vsi mislijo, da bomo šli na borzo, kaj še, to ni res, ne? To traja, lahko tudi priprave na to 2 leti traja, odvisen, kaj se ti v firmi dogaja, pa kakšne probleme imaš. Zdaj pa pride Bill in reče, jaz sem vse te probleme zdaj rešil, ti jutri bil na borzi, ti veliki founder, ne vem, naredimo 1500 bazenov v Kaliforniji vsak dan, jutri jih bomo pa milijardo. Ne? Ja, in pride in enostavno one dva bilateralno naredita posel in se samo združi ta firma za spekom in se jutri preimenuje v the best pool in the world in je na borzi. Evo, to je spek. Ker Bill zna. Bill je šef, ima 5 zvezdic in sigurno nekaj dobrega naredil in mi zaupamo, da bo dobro naredil. Zdaj, pa so pa drugi Billi, ki imajo malo manj track recorda in obljubljajo, da bojo pač v neki panogi nekaj najdel, to so doskrat stvari, kjer ni recimo nekih borznih podjetij še, kaj jaz vem, a gremo zdaj v vegansko hrano noter gledati, ker je relativno malo alternativ razen Beyond Meata, sigurno jo najdel, mogoče pa Impossible Foods, Empreking, The Speka, kupu recimo. Ne? In se te neke tako imenovane private deale se išče, torej transakcije na tem nejavnem trgu kapitalskem, na trgu zasebnega kapitala in se jih dobesedno čez noč prelije v javne družbe. Zdaj, kaj pa kle išil? Zelo enostavno. Prej so govorila pametni investitor v IPO-ju, pa drugi investitorji na trgu naslednji dan. Torej, Bill pride, v bistvu priklop na svojo firmo, ki je že v IPO-ju, ki ima 100 enot denarja, ne? Torej ti speki neki ne skačejo, dokler nimajo premoženja hudo, priklop gor firmo Juhuhu bazeni, ne? In ker vsi vejo, da je ta spek za Juhuhu bazeni, ljudje kupujejo na trgu to za 20, 30, 40% premijo, kaj končno to dobili ta prav obraz. On je s tisto, ko se že reče, avešo ali kako, ki je poklopljena jed, ki ne vidiš, ne? Dvigne in spode je, o moj bog. In kar naenkrat to potem lahko vsi probajo, cel svet, in potem si na trgu. In to, kar se v bistvu ta skok, ki se v IPO-ju zgodi, na nek način, dokler spek še ni formiran, ti kupuješ firmo podobno kot bi v IPO-ju in to je tako intrigantno, ker bo on oznanil, kaj je pod uno vešo spodaj, bo to itak skočil gor in boš ti zaslužil. Za podjetnike na drugi strani je to pa to bližnjica do borze, no? Brez bolečega IPO postopka ali pa direct listinga. Glede na to, da zelo veliko govoriš o hrani, upam, da nisi lačen, ker pred nama je še kar nekaj zanimivih tematik. Mal za nalaž uporabljam te analogije, zato da se lažje mogoče razume, kako v bistvu to funkcionira. No? Ja, v bistvu komaj čakam, da bova predstavila naslednjo temo in prispodobila s kuhanjem ali pa s kakšno drugo jedjo ali pa živaljo. In sicer Bitcoin. Ko poslušamo recimo ameriškega ekonomista Rubinija, se mi zdi, da v vsaki priložnosti izkoristi možnost, da poimenuje kriptovalute shitcoini. Veliko se govori spet o Bitcoinu, Bitcoin je poletel v nebo, danes je $50,000, vprašanje, kje bo jutri. Seveda investirajo tudi večja podjetja, Tesla je šel v Bitcoin, PayPal je šel v Bitcoin oziroma omogoča plačevanje z Bitcoini. Skratka, tudi sama imam nekaj bitcoinov, nekaj sem jih že prodala, takrat, ko je bila cena še 20,000, marsikdo bi rekel, kako sem bila nora, ampak takrat je bila že cena na vrhuncu, tako da jaz nisem nekako pričakovala, da bo to prelezalo do 50, danes se govori, da ne bi celo do $500,000. Kakšno je tvoje mnenje o kriptovalutah in ali bi posameznik moral nekako vključiti kriptovalute v svoj portfelj? Nič ni moral v življenju, to je ta prva stvar. Tisti, ki misli, da kaj mora, ima po moje fundamentalen problem, razen če to življenjsko preživetje. Pri investiranju morati je zelo beseda, ki se jo moraš izogibati. Ti predvsem moraš razmisliti, koliko to razumeš in razmisliti, kaj delaš pa zakaj to delaš. To je ta prva stvar. Jaz osebno ne vidim nobenega problema, da imaš nek odnos s kriptovalutami in da se tukaj malo igraš, da tudi v bistvu tudi trguješ mogoče s kriptovalutam. Jaz osebno celo mislim, da trgovanje s kriptovalutam je nekaj, kar je glaven razlog, zakaj je ta, predvsem Bitcoin, ker pač ima
ima neko likvidnost, da je mu reči vsaj minimalno potrebno za finančni sistem, da je zaradi tega zanimiv. Ravno zaradi volatilnosti in tukaj trgovci ljubijo volatilnost. Volatilnost je njihova muza. In zaradi tega je Bitcoin toliko zanimiv in zaradi tega tudi razni hedge fundi in drugi zaiščejo pot v Bitcoin. Ker pač druge stvari niso tako volatilne, to je ena stvar. Torej, malo bi rad razložil. Zame osebno, kar se tiče kriptovalut, iskreno povedano je Bitcoin, pa Ethereum, pa dolg cajt nič kaj prav preveč. Iskreno povedano, ker vse ostalo je bolj del neke infrastrukture, ki se sicer še razvija, ima nek potencial, ampak ne toliko mogoče, ne vidim ga v toliko teh cenah noter, ki jih vsi gledajo, ampak vidim ga bolj v načinu, kako se stvari delajo. Zdaj, Rubini, tukaj moram nekaj povedati. Jaz mislim, da vsi, ki držijo kripto, morajo zdaj napisati zahvalni mail ali pismo 0 evrov Rubiniju, ker je sposoben vsakič, ki pride kamorkoli reči, da so to vse shitcoini in vredni nič. In naslednji dan vsi hočejo dokazati, da to ni tako in grejo v akcijo in gremo kupovati. Če Rubini pravi, tole bomo mi že pokazali. Dajmo približati tako reči, ne? Njegovo tezo razumem, ker pač Rubini izhaja iz funkcije, ki jo ljudje pripisujejo, da naj bi jo Bitcoin imel v monetarnem sistemu, kar se pa po mojem mnenju tudi nikoli ne bo zgodilo. In sicer njegova teza je, da bojo digitalne valute centralizirane in jih bojo oblasti denarne, to pomeni evropska, ameriška, Kitajci so itak že pripovedali, ta kriptovalutni cel kotu, po domač povedan, izkoristile, dajmo temu reči, mnogi bi rekli, da to sploh ni več blockchain tehnologija, jaz pa pravim, da pač tehnologija je, ni pa distribuirana, bojo pač to izkoristili ali pa mogoče celo naredili distribuirano z nekimi konzorciji, tako imenovanimi, raznih potrjevalcev. Tukaj bojo hoteli imeti enostavno digitalne valute pod kontrolo. In njegova teza je, ko se bo to začelo zgoditi, bo treba drug del sistema bistveno bolj regulirati in tukaj bo Bitcoin pač imel regulacijske probleme, ker bo mogel biti bistveno bolj compliant, zaostril se bo to vse skupaj in pač bomo videli, če bo lahko tako rastel še naprej, kot je zdaj rastel. Tako da to je njegova edina teza, zato mu gre na živce, ker vsi sam gledajo, kaj gre gor. Zdaj, zakaj gre gor? Mislim, odgovor je približno tak, kot je odgovor, zakaj grejo gor delnice Airbnb-a, Tesla in drugih stvari. Zaradi tega, ker prihaja tudi na ta trg nek marginalen pritok denarja in pa omejeni ponudbi, ki vemo, da Bitcoin še zmeraj sicer raste število enot v obtoku, ampak pač enostavno se ta rast upočasnjuje. In klej spet neskončna sposobnost ljudi v finančnem sistemu se delati butaste eni z drugega. Zakaj? Ker Bitcoin funkcionira praktično od začetka zmeraj enako. Imamo približno 4-letne cikle. Na začetku tega cikla je zmer v bistvu rally, ki temelji na temu halvingu, torej prepolovitvi rasti. Pol je bull market, ki gre gor, včasih je šlo gor, ne vem, krat 500 krat od dna do vrha, zdaj so te krat vedno manjši, grejo rečemo do 40 krat, zdaj bodo 20 krat, pa naslednjič bodo 10 krat, pa do 5 krat in vsi mislijo, da se v te 4-letni cikli zmer ponavljali in po tej logiki mi že vnaprej vemo za naslednjih 15 let, kje bo Bitcoin, da bo zmer zrastel po halvingu, pa bo padel, pa spet zrastel in bomo prišli do, ne vem, a pridemo do 5 milijonov dolarjev ali 10 ali ne vem česa, v bistvu je dosti irelevantno. Mene sam ena stvar mot pri tej celi zgodbi in na to bi rad ljudi opozoril. Enostavno investiranje v zadnjih 12 mesecih izgleda, da vsi lahko hodimo po vodi. Z delnicami, z kriptovalutami, z karkoli, z nepremičninami, mi vsi hodimo po vodi in rizika ni. Jaz samo mislim, da stvar ni tako enostavna, življenje mi je izučilo, da ni tako enostavna, ti na 10 let predvidiš naprej, kaj se bo tukaj zgodil. In težava, po mojem mnenju, pri kriptovalutah je zlasti ta strm vzpon zdaj Bitcoina, ki postaja po tržni kapitalizaciji že večja sila, dajmo tako reči. Jaz gledam Bitcoin kot neko veliko distribuirano podjetje, kot nek plačilen sistem in gledam celo to tržno kapitalizacijo, kot če firmo razsekali na x koščkov in ker je nekako na vrvicah, rekel, kode, malo drugače, ker podjetje je vse na kupu, to je pa po celem svetu, dajmo temu tako reči. In tukaj se mi zdi, da se
limit dela na en stran, koliko lahko še zraste. Na drug način se mi pa zdi, da prihajamo do inflekcijske točke upeljave digitalnih plačilnih sistemov in da se kle pospešek dogaja. In na instantnih plačilih, in na morebitnih digitalnih valutah, ki bojo centralizirane. In da bi jaz kle stavil, da bo pa zdaj to milijon, bi pa težko rekel. Vem pa samo eno stvar, da bo tisti trenutek, ko se bo to resno začel, bom tako rekel, omejevati, pa resno omejevati pomeni kakšen hard stop, dodatni kolaterali, ekstra kapital za exchange, bolj zaostriti določene, rekel, regulacije na tem področju. Tukaj se mi pa zdi, da bi se lahko zelo veliko konfliktov ustvarjali, ravno ker je tako velika vrednost se nabrala v tržni kapitalizaciji Bitcoin ekosistema in se bo tukaj zelo močno gledali tudi razne manipulacije, ki pa po mojem mnenju vseeno lahko dogajajo, ker je pač to tako nereguliran trg in pač te voleti nikle transparence, iskreno povedano, kdo točen tisti drži, pa kakšni so njegovi motivi, ne? Pa koliko je floata, pa koliko nekdo horda, pa kaj se dogaja in folk sploh ne ve, ker ben ne more vedeti tega, iskreno povedano, se sploh ne vemo, kdo ga je v končni fazi se spomnil, da je že kle začeta. Ne? Tako da jaz mislim, da ta lack of, ta nek opaqueness se temu reče, ta neka megla okrog tega ni dobra stvar. Sej se tako zmer potiskano vzdolj, sej brez veze, to je vse, sej tehnologija, ni treba vedeti. Pismo v financah, regulator mora vedeti vse, tudi številko tvojih gač je treba. In pač to je treba vedeti. In zdaj vsi mislijo, da je pa to v tem primeru nepotrebno. In se mi zdi, da pač tukaj bo konflikt nastal. Zdaj, kaj bo ta konflikt? Lahko je produktivno razrešen, pa ima Bitcoin še prihodnost, sam mislim, da ne bo take rasti v prihodnosti, ki so bile. Če se pa ne bo dobro razrešil, bo pa padec in potem je vprašanje, kam bo šel. Ne bo izginil, ne bo večno zgubil vrednost, to, kar Rubini govori, da je vse vreden nič, to jaz ne verjamem iz enega enostavnega razloga, ker to so digitalni odtisi, ki so v teoriji za večno zapečeni. Nekdo bo zmer mislil, da je to vrednost, če ne drugega za zbirateljsko vrednost, da se mal pohecam. To jaz ne verjamem, mislim pa, da bo tukaj ta glaven, da prihajamo na neko križišče, kjer se bojo različni konflikti razreševali. In to mene dela mal nervoznega, iskreno povedano. Imamo visoke valuacije na vseh stvareh, imamo GameStop fore, ki se ne par ljudi spravi na eno bogo delnico, pa malo manj, da do senata ameriškega ne pride debata, kva še le, če se v en spravu resno kriptovalute, FED na kriptovalute in ne vem kaj. To bomo vsi vrščali po spletu, kako je nekdo komu krivico naredil, ne vem kaj. Zdaj imamo pa cel kup milijonarjev tam noter in milijarderjev in denar gre tudi not v infrastrukturo za blockchain, ampak je pa ena druga stvar, da ta infrastruktura za blockchain se lahko uporablja za tudi druge kripto, dajmo temu tako reči, kode, ki se ustvarjajo. Tako da se je definitivno bistveno bolj institucionaliziral, jaz sem malo manj skeptičen, čeprav najbolj v bistvu pa pogrešam to, da se pa osnovna misija zgubila, to je pa moja kritika Bitcoina. V osnovi je bil Bitcoin mišljen za to, da se bomo brez finančnih posrednikov izmenjevali denar. In to naj bi bil sistem, ki bi bil relativno pocen in naj bi navadnim ljudem služil. Tako sem ga jaz razumel. Danes pa služi predvsem tistim, ki večje denarje sem in tja premikajo in v bistvu hočejo od tega služiti. Največ denarja kle noter gre od VC-ov, hedge fundov, zdaj po ta novem, pa še zelo velike, ne vem, večina bitcoinov je skoncentrirana v parih denarnicah, torej kje kle Ginijev koeficient pa porazdelitev poštena po celem svetu, tega ni. To je v bistvu mal je enen cornering teh bitcoinov naredil, zato da jih je zdaj malo manj na trgu, pa vsakič, ko pride Rubini, je pol cena lahko še malo večja, ker jih je toliko manj. Tako da ne vem, mislim, ni mi všeč to. To mi ni cool, ker je ta, ne samo da je deflacijska valuta, še ekstra so vzvod na deflacijo ali pa zmanjševanje razpoložljivosti naredili. In to je pa meni zelo blizu manipulacije, iskreno povedano. To mi ni všeč, to bilo treba malo razvezati in reči, čemu Bitcoin v resnici služi. A služi samo, da ga nabijamo v nebo, a služi tudi, rekel, vsakdanjemu človeku, ki za ful nizko cifro lahko plača svojemu sosedu kruh, ki ta nima za to. Mislim, tega ni. To pa mene iskreno mot zelo v tej zgodbi, ki se zelo veliko pretvarjamo, kaj ne bi od ljudi za ljudi mi klele se šli. To se je izgubil čisto. Pa je pa zdaj mogoče na drugi del, malo bolj ljudski del.
in poglejva strukturo premoženja Slovencev. Slovenci smo, čeprav smo zagovorili veliko o opcijah, speku, govorila sva o IPO-jih in trgovanju z delnicami, ampak pod črto Slovenci smo zvesti denarju in vlogam na bankah. Ta predstavlja 50% celotnega portfelja premoženja in trenutno imamo 23 milijard evrov denarja na bankah. Zanimivo je to, da imamo pa še veliko več gotovine doma, kar 33% Slovencev ima gotovino doma. V glavnem, 3 banke so zdaj že napovedale ležarine za več kot 100.000 evrov oziroma 200.000 evrov in seveda se že pojavljajo špekulacije, kam se bo ta denar prelil in ali se sploh bo prelil. Torej, kakšno je tvoje mnenje, kam se bo ta denar preselil? Te ležarine so predvsem problem premožnih. Dajmo biti tukaj iskreni. To povprečen državljan, saj sva midva tudi se veliko o tem pogovarjala, pa tudi nekaj smo računali v bistvu v podjetju. Pač to so neki zneski na delovno aktivnega v povprečju mogoče 20.000 evrov ali pa tam nekje smo. Torej, zdaj ne vem, kdaj, na katerem vesolju bo ležarina prišla do takih zneskov, tako da to se ful napihuje. Zdaj, če gremo pa na to, kdo ima problem. Pač problem imajo tisti, ki imajo nek presežek nad tem. Zdaj, vemo tudi, da smo to veliko se pogovarjali, koliko velik je v resnici ta problem, ker zaenkrat tudi se računa ležarina na presežek, na to številko. Torej, tudi če imate tam 10-20 tisoč evrov več kot to, zdaj, če imate neto še zmer 200 tisoč, da boste ubarali od tega, tako da dvomim, da boste na vrat na nos šli Sarto Mortale pa Bitcoin kupili, ker je ta ležarina, ali pa delnice kupili, ali pa nepremičnino kupili. Ne. Zdaj pa, koga pa to bolj boli? Bolj boli predvsem tiste, ki imajo še bistveno večja stanja na računu. Mal so te ležarine tako, zdaj bom mal gorinski pregovor uporabil, da mal s polno ritijo je lahko srat, a veš, zdaj imaš res velik problem, ko imaš toliko denarja, pa imaš mal ležarin. Zdaj, kako to rešuješ? Obstaja par variant, nekaj je, da mal razpršiš, pa pač pod tem pragom, pa imaš mal na 5 računih odprte te stvari. Varianta je tudi, da probaš najdeti vse na trgu s fiksnim donosom, ker pač zdaj sem premožen posameznik, tako da lahko kupim lote, obveznice ali pa česarkoli drugega. Za tisti marginalen znesek najdeš nekaj, kar prinaša več kot nič. Zdaj, vse se da dobiti. Ne vem, kupaš 50-letno slovensko obveznico, na primer. In to se dejansko dogaja, to, kar zdaj jaz govorim. Obvezniški trg v bolj zrelih državah, vse te inštitucije, ker so imele neke ležarine ali pa negativne obrestne mere, so porivale obvezniški fixed income trg navzgor in tudi slovenska država je profitirala od tega. Zdaj, mora se pa vprašati, koliko ti je pomembno ohranjanje premoženja glede na ustvarjanje donosa. To je pa ta riziko. Začeli smo z obvladovanjem tveganja in to je ključno vprašanje. Preden ti karkoli delaš, se moraš vprašati, koliko je znam menedžirati tveganje naložbe, v katero bom šel. Če si na to odgovor, saj približane ne 2 ali ne znaš narediti, pa je traje enkrat okrog hiše, malo zadihaj, ne vem, spin svojo najljubšo pijačo, pa probaj še 3. alinejo ali pa saj eno gordati. Torej, kaj je moj krog kompetenc? Jaz nikoli s svojim denarjem ne bi kar nekaj šel kupovati, samo zato, da mi tam ne 50 evrov zaračunal na mojih vprost, ne vem, 100 jurjev presežka, ali koliko bo že to na koncu. Koliko je to v bistvu noro. In mi imamo oddaje na raznih medijih, o tem noro debatiramo. Krog kompetenc. Kje se počutite? Pa morate pa še validirati ta krog kompetenca. Sam mislite, da znate, a ste res to že kdaj naredili. Zdaj, in pa lahko začnemo razmišljati. A sem že kdaj kupil obveznico, a sem že kdaj kupil nepremičnino. Ali znam recimo z nepremičnino rokovati kot neko alternativo, ki jo zdaj nekateri ponujajo. A sem že kupil kakšno delnico. Koliko časa je ta denar, ki ga imam jaz nad pragom ležarine, aj mišljen, da pač je produktiven, ustvarja nek donos, se neko tveganje s tem sprejema, ali je tam zato, ker bom čez 6 mesecev mogel poravnati in vrniti nazaj kredit ali pa kaj se jim zgraditi nekaj ali pa karkoli drugega. To se tudi kar pozabi, kada ta denar je tam tako čaka, ker folk nima drugih idej. To je po mojem mnenju čista neumnost. Pa bom tudi povedal, zakaj jaz mislim, da je toliko depozitov pri bankah pri nas. Mislim, da jih je tudi zaradi tega, ker naš osnoven pokojninski sistem zmanjšuje pravice in je zmeraj manj varnosti.
In mislim, da ljudje, ki vstopajo na pot pokojnine, so varčevali celo svoje življenje in se zavedajo, da imajo nizko pokojnino in želijo imeti tam varnostno zalogo. Oni ne bojo šli kupovati za nekih hudih tveganih naložb. Mogoče bo kakšna nepremičnina, če jih nimajo že tako 3, 4, 5, ki so jih podedovali. In kad to izločimo ven, v bistvu ta krog ni tako velik v resnici v Sloveniji, kot se o njemu govori. Zdaj pa kaj narediti? Jaz pravim, zmer vprašanje, za koliko časa lahko pogrešate denar. Pošljete ga kot nekega znanca na poti po svetu ali pa po vesolju in pričakujete, da bo prišel bogatejši čez 5, 10, 15, 20 let nazaj. Daljši so te horizonti, več tveganja si lahko prvoščite. Ker kaj je tveganje? Tveganje je, da pač ne boste ustvarjali donosa na dolgi rok. Če ste pravilno zasnovali svoj portfelj, ni tveganje, jaz bom vse izgubil. Tveganje je, da boste namest 8% ali pa 10% donosa pri delnicah naredili 0 na 20 let. Pa je brez veze, da ste to naredili, pa vse, če kupite manj tvegano naložbo, zaradi mene tudi nepremičnino. Recimo. Torej, to je ta prva stvar. Kakšno obdobje, koliko časa? Kad to vemo, se moramo odločiti. Če imamo obveznost čez 5 let, 3 leta, 4 leta, se upravičujem, to je brez veze kupovati neke delnice pa neke hudo tvegane naložbe, ker v teh 3 letih pa je možnost, da bo glih cena nižja, da bo toliko zanihala, kot te vi mogli prodati, da boste pač realizirali izgubo. Tudi pri nepremičnini je to by the way možno, čeprav vsi mislijo, da je to brez veze. Zakaj? Ker zelo redko vidim ljudi, da popolnoma brez vzvoda, brez kredita kupujejo nepremičnine. Torej, če ste nekaj kupili za 100, pa recimo ste dali 80 enot kredita, pa 20 svojega in je cena zanihala iz, dajmo reči, 100 na 95, ste na unih svoj delež 5 enot zgubili. Ste iz 20 jih naredili 15, pa recimo, da niste nič glavnice odplačali, da stvar najbolj zakomplicirala. Torej, vložek v nepremičnino ni vložek v celo nepremičnino, to je vložek v tako imenovani home equity, se temu reče. To pomeni vaš lastno udeležbo, to je vaša naložba. Čeprav imate celo nepremičnino, ampak dokler niste odplačali, imate obremenitev, ki jo morate ob prodaji vrniti. Seveda, čez 20 let, ja, ok, pač tega dolga ne bo, ampak zdaj se bom pa malo pohecal. Koliko večja pa bo cena nepremičnine od takrat, ko ste jo kupili, no to je pa realen na nek način nek donos. Z vračanjem dolga pač vi nekako buildate si nek donos, bom tako rekel, na koncu je pa ta rast cen pomembna. Tukaj je pa spet mal problem, po mojem mnenju, ker vseeno imamo tudi tukaj obdobje, recimo, če pogledamo Ljubljanski trg, ki se največ na rezidenčnem koncu pri prebivalstvu dogaja, da kaj kupijo, pa hočejo kaj oddajati. Dejstvo je, da imamo za sabo obdobje, kjer smo videli praktično 50% rast, dajmo reči v zadnjih 5 letih, če malo poenostavim, in to so nadpovprečne rasti. Ali bo to se nadaljevalo naprej z enakim tempom, težko reči. Je pa res, da za nekatere se zdijo zelo privlačna alternativa depozitu nepremičnine, ker se jim zdijo manj tvegana naložba in tukaj noter bi lahko kakšne ideje se pojavljale. Ampak se moramo pa vprašati, da to znamo v resnici početi. Vseeno sem pa, pred kratkim prebrala en članek, da pa se vseeno denar seli tudi v vzajemne sklade. Govorim predvsem o tistih, ki imajo nekaj 10, 20, 30 tisoč evrov presežka in tudi dejansko neto prilivi v sklade so rekordni. Nabralo se je preko 43 milijonov evrov neto prilivov, kar je največ od leta 2007. Takrat se v sklade nateklo preko 65 milijonov evrov neto prilivov in to je bilo ravno eno leto pred crashom in zanima me, tukaj je še nekaj prostora za to, da se denar preseli v vzajemne sklade, čeprav smo Slovenci načeloma kar relativno zvesti tej strukturi premoženja svojega. Mogoče še to eno opozorilo, preden ti predam besedo, da če nasvet ni pospremljen z ustrezno razlago, se lahko zgodba v bistvu zelo klavrno konča, tako kot se je leta 2007, ko so v bistvu številni vlagatelji investirali v vzajemne sklade, investirali so tudi v naložbena življenjska zavarovanja po priporočilu bankirja oziroma tudi zavarovalničarja in moramo vedeti, da je banka kot trgovina in da je bančnik
prodajalec, ki mora doseči neke norme. Zato vseeno je treba biti pri teh prodajalcih produktov, tu mislim tudi finančne svetovalce, izredno previden. Mislim, ja, kle sta zdaj spet dve teme na nek način, ne? Ampak ta prva, ki je bila, omenjaš, pač to je mesečni priliv, številke, o katerih govoriš. Ta zadnji januarski je bil, takrat pač je bil ta mesečni še malo večji, dejstvo je pa, da je par mesecev takrat trajal, ker je bila veselica okrog predvsem balkanskih skladov. Jaz lahko povem, da takrat sem pač bil na kadeh skladih kot upravljalec in sem tako po diagonali gledal svoje kolege, ki so upravljali balkanski sklad in so dobivali samo za tisti sklad po 1 milijon evrov na dan. In oni so imeli resen problem, kam mu ta denar dal, ker pač trg je bil tako nelikviden. Zdaj, kar doživljamo zdaj, je nek ponovno vzpon tega tako imenovanega retail investitorja, ki je ves ta čas nekako opazoval, kot te delnice veselo rastejo in zdaj je ratal blazno samozavesten, da zdaj pa je trenutek, ki je pa to zrastel, zdaj pa res čas, da se še mi zraven pridružimo. In mal tak občutek nastaja zaradi dveh razlogov. Prvič, ravno ker pač obrestne mere ves čas spadajo in ti depoziti nič ne prinašajo in jim pol zelo hitro nekdo namigne, kaj pa če bi gospa ali pa gospod neki dal vzajemne sklade, saj kakšnega Jurčka, se mal pohecam, tako da tukaj se preusmerjajo prek distribucije v bistvu v produkte, kjer iskreno povedano družbe, ki upravljajo finančne storitve, zlasti banke, lahko danes zaslužijo večjo maržo na produktih upravljanja premoženja, kot pa na osnovnih produktih kreditiranja prebivalstva. Itak imajo pa kle problem, ker ni popraševanja, rekel, toliko kot imajo depozitov. Torej, to je win-win. In tukaj je vsebovan konflikt interesa. To moramo vedeti. Pač naša banka ni tam zato, da mi nujno obogatimo. Pustimo, da se ne želi, da mi bankrotiramo, delač od tega. Pač želi imeti zadovoljno stranko, ampak želi pa tudi zaslužiti ustrezno provizijo. Kar ne pomeni, da na trgu ne obstajajo boljše ponudbe, pa boljši načini. In tukaj se moramo pa izobraziti. Tukaj igra vlogo to, da znamo narediti domačo nalogo. Manj jo bomo naredili, bolj bomo dovzetni do raznih nasvetov, ki jih dobimo po tej logiki first come, first served. Torej, ta prva stvar, ki nam bo en dal na mizo, bomo podpisali in to pa res reš moj problem. Ker v bistvu niti ne poznam ponudbe. To je približno tako, kot če bi šli v prvo trgovino z oblekam, potem, ko bi bile razprodaje mimo, cene so višje in ne bi zavil šel in v drugo, tretjo pa malo pogledala, so iste kavbojke, recimo, kje drugje malo cenej. Tako podoben je lahko pri izbiri teh produktov. In zdi se mi, da tukaj se zdaj malo dogaja, da je relativno nizka toleranca, da je še zmer sama izobraženost v osnovi, kakšen je dostop do trgov in kako se lahko v bistvu varčuje, je še zmer prenizka. Na drugi strani bi pa vsak mu rekel, da če v naredu malo domače naloge ugotovo, da to res ni toliko zakomplicirano, dosegati povprečne donose na trgu. Ker moramo pa reči, da vzajemni skladi načeloma v nekih varčevalnih košaricah ponujajo neko razpršeno varčevanje, kjer bo pač donos cele te košarice zelo podoben povprečnemu donosu na trgu, ali pa bo celo malo nižji, dajmo temu tako reči. Ravno zaradi stroškov, ki naj bi jih dobili zaradi storitev, ki jih te družbe za upravljanje ponujajo, kot so svetovanje in pač smo z vami ves čas in vam pomagamo, ker vi nimate časa. In mladi pravijo za vzajemne sklade, da je to naložba za boomerje, da so predragi. Tudi v naši Discord skupini, kjer se pogovarjamo o naložbah, so nam milenici povedali, da vsak, ko vlada osnovnošolsko matematiko, hitro ugotovi, da je bolj smiselna naložba v ETF-e. Zdaj ne bova šla v globino v ETF-e, ker bomo na to temo naredili ločen podcast, ampak da vas vse mogoče čisto na hitro dotakniti investiranja v ETF-e in koliko v bistvu Slovenci znamo kupovati ETF-e. Jaz mislim, da tukaj se pač širi to zavedanje okrog ETF-ov. Zdaj, mogoče kdo sploh ne ve, kaj je ETF, to pomeni Exchange Traded Fund, to je v osnovi sklad, ki je uvrščen na borzo. Če imate vzajemni sklad, seveda ta ni uvrščen na borzo, zdaj imate pa sklad, ki ga je nekdo naredil v ustrezni obliki, da ga lahko uvrstil na borzo. In te ETF-e so začeli ustvarjati, torej kotirajoče sklade so začeli brokerji, borzni posredniki ustvarjati, ker so ugotovili, kaj da lahko zaslužijo na borzno-posredniških provizijah, pa v bistvu veliko ljudi je razočaran nad tako imenovanimi aktivno upravljanimi skladi, torej so jim rekli, pri nas na utemelj teh hudih kreativcev boste dobili toliko, kar trg lahko da, ne boste pa dobili več. Torej, ponavadi te skladi sledijo nekemu trgu, temu se reče indeksem, indeks
riše črto trga, meri rast cen in te skladi sledijo tej ceni. Kar pomeni, ko vam nekdo obljublja povprečen donos ameriškega trga je bil X, tam je zmeraj nek ETF, ki ga vi preko svojega borznega posrednika lahko kupite delnice in bo pač ta sledil tem donosom. In tukaj se je glavna zgodba prodala. Še nekaj časa, tako, ko sem jaz začenjal, je bila zgodba ETF-a, zelo nizko napaka pri sledenju trgu je in v bistvu vi sledite bolj ali manj trgu. Se mečkam boste pod trgom, ampak ne velik, boste dobili ka trg. Če pa date enemu aktivnemu, je pa tveganje, da bo večinoma je lahko je čez, ampak je veliko tveganje, da ne bo. Ne? Pa še drage so upravljalske provizije in drugi. To so brokerji, v bistvu so brokerji disruptirali družbe za upravljanje vzajemnih skladov in to še ves čas počnejo. Kje je bil trik? Zlasti to zelo dobro delovalo najprej za inštitucije, zaradi tega, ker so dobivali zelo ugodne pogoje za trgovanje. Medtem, ko fizične osebe še v nekih 10 let nazaj, v boomerskih časih bi rekli milenici, si mogel ti plačati tudi tako, do 50 evrov za posamičen trade. No, ampak za to zgodbo Zero Commission je pa začela ta vstopni strošek padati. Zato, ker kaj je problem? Če sem plačal recimo $10 za nakup ETF-a, če sem hotel kupiti $50 ETF-a, mi je pobral praktično petino, Petino mi je pobrala commission za brokerja. Nihče ni vstopno provizijo za sklad 10% plačeval. No in klej je bila še neka logika pri varčevalnih načrtih, čeprav oni računajo več na upravljalskih, pač dobimo noter. Ker so pa padle, Zero Commission je pa totalna vojna se začela. To pa pomeni, da lahko vsak kupi tudi $5-10 brez posredniške provizije in v bistvu kupi ETF. Kar pomeni, da je rato v bistvu, če si omogoč dostop do trga z nekim ustreznim brokerjem, ta ustrezni reč velik ustrezni, ker pač nočemo zgubiti svojega premoženja, ki smo ga privarčevali, tako da mora biti solventen, ustrezno podprt, mora imeti kapital, zaupanja mora biti vreden, ampak če si te kljukce naredil načeloma, pomeni, da ti lahko vsak mesec 100 evrov kupaš en ETF in si svoj lasten varčevalen načrt narediš. Zdaj, kaj boš kupil? No in tukaj so spet najdel odgovor, so rekli, pa kaj se matrate, kupite 500 največjih podjetij na svetu in kle začnite, varčujte v njih, pa te 8% na let na dolgi rok naredili. In odgovor je, da, to je res. Torej, če hočete imeti teh 8%, dokler niste hudo kreativni, pa hočete imeti, 10,000% donos, pa ne vem kaj delati, speke kupovati, pa vse živo gor dol, je točno to. Boring, boomersko investiranje. Kupaš ETF vsak mesec for the rest of your life. Tukaj se lahko sami organiziramo. Težava, ki jo jaz vidim, je to, da mnogi v bistvu čez ta proces onboardanja pri brokerju spoznavanja ne pridejo. Druga stvar, ki pa je iskreno povedano, Zero Commission brokerji, ki so zaupanja vredni, v Evropo prihajajo z rahlim zamikom. Iskreno povedano. V Evropi je malo manj, ponudbe se krepi, vsako leto se doda, te firme rastejo, ampak tole zdaj pristal resno zadnjih par let. V Ameriki je to, jaz bi rekel, 5 let je Amerika pred Evropo, kar se tega tiče, Evropa pa hitro nadoknada, ker tudi ameriški kapital financira te evropske brokerje, razne, eToro, te Dežiroje in tudi druge tega sveta, recimo, ki to ponujajo. Prav zero, torej brez provizijsko trgovanje. O ETF-ih, o tem, kako jih izbirati, pa tudi seveda, kako izbrati v bistvu brokerja, o tem bomo več v enem od prihodnjih podcastov, ker pripravljamo zelo celovito in poglobljeno analizo. Dotaknemo se še ene, mogoče malo boomerske zgodbe, slovenska borza. Letos je slovenski SBI Top s povprečno 8% donosnostjo 17. najbolj donosen indeks na svetu, mislim, da je 100. Mimogrede, letos je najbolj donosen z 72% mongolski indeks, potem sledi južnoafriški, pa ganski. No, ampak teh eksotičnih delnic oziroma indeksov ni ne v mojem, ne v tvojem portfelju, predvidevam. Skratka, lahko pa rečem, da imam nekaj slovenskih blue chipov, ti sicer predstavljajo manjši delež mojega portfelja in v bistvu jaz osebno jih imam predvsem zaradi dividendne donosnosti. Slovenske delnice namreč veljajo za eno bolj dividendno donosnih na svetu in mislim, da lani računali, da je povprečna dividendna donosnost slovenskih blue chipov okoli 4 ali 5
5%. Je pa, recimo, kar sva že govorila o brokerjih, nakup slovenskih delnic kar precej zasoljeno v primerjavi s tujimi. Recimo, če bi danes kupovala eno delnico Krke, bi za stroške plačala okoli 5%, če pa bi kupila recimo za 1000 evrov Krke, pa bi plačala slab odstotek. V tujini pa imamo zero commission trgovanje. Kdo bo investiral v slovenske delnice? To je zelo dobro vprašanje, kdo bo v prihodnosti investiral v slovenske delnice in kaj se mora zgoditi na trgu, da bojo ratale bolj privlačne. Jaz bi tako vprašanje mogoče majhen dopolnil. Danes v bistvu so ravno zaradi majhnosti trga in majhnih obsegov, ki jih borzni posredniki ustvarjajo, zdaj spet govorim relativno glede na druge trge, kjer je ta model brezprovizijskega trgovanja, ta poslovni model ne more funkcionirati na ljubljanski borzi. To je dejstvo. Zdaj, kakor si mi želimo, da bi, ne more. Zdaj imamo pa dve možnosti. Ali naše izdajatelje spravimo na drug trg, kjer to financira, pač rekel ta cel sistem brokerjev, ki ima drug poslovni model, ali pa tukaj in ponudimo dovolj privlačna podjetja, da bojo požrali te stroške. Torej imajo motiv, da recimo je nek drug, ali je donos večji, ali je mogoče dividenda višja, ali so nižje vrednotena, ali bo emocionalno investiranje, kupujmo slovensko, da se malo pohecam, ali bo nek drug inštrument, ki bo prepričal predvsem, po mojem mnenju, dva tipa vlagateljev v Sloveniji. In moram žal reči, da v zadnjih letih opažam, da ne en ne drug tip ni blazno navdušen nad pač dogajanjem na slovenskem kapitalskem trgu. Prvi tip so institucionalni veliki vlagatelji. Imamo vzajemne sklade, imamo pokojninske družbe, ki imajo, če se štejeva skupaj, premoženja, dajva zaokrožiti. V prihodnosti bo tega 7-8 milijard recimo evrov. Kaj je problem investirati na ljubljanski trg? Problem je, kakšna je širina izbire, kakšna je likvidnost na tem trgu, katera podjetja so pa v resnici se uvrstila na ta trg v zadnjih letih. Mi nimamo rastočih podjetij, nimamo tehnoloških podjetij. Tudi če bi te recimo določena zasebna podjetja vprašala, bi višli na trg v Sloveniji, večina, po mojih izkušnjah, ker sem se z mnogimi pogovarjal, jaz bi šel raj na kakšen ameriški trg, ali pa kam drugam. Torej, tukaj imamo že osnoven nek issue tega. Drugi je pa, kako lahko pričakujemo, da bojo fizične osebe investirali, če smart money ni pripravljen tega trga podpirati na dolgi rok. Zakaj? Ker retail investitorji pa točno tako, kot si rekla, pridejo zdaj v nekem letu 2021 januarja se jim malo trne, da bi pa, ker jim je nekdo rekel, da bo fajn pogledati malo sklade recimo, ali pa kupiti kakšno delnico, pač pridejo na trg. Torej, retail pride in gre, ne moš na tem graditi kapitalskega trga. Tudi to je jasno. Retail ima 10-20% trga in to je pika. Torej, kaj je lahko razlog? Lahko je, moramo reči, da slovenski trg je zaradi tega postal en tak value trg, se temu reče. Vrednotenja se skozi malo nižja in naravno te višji stroški se vračunavajo v to, da je manjši krog investitorjev, ki je na tem trgu in zaradi tega lahko vidimo tudi dividende slovenskih blue chipov, ki sicer niso neka hitro rastoča podjetja, delač od tega, ampak vseeno so dividende višje, kot so na evropskem trgu. Tudi za kakšno odstotno ali 2 točke. Zdaj, če nekdo verjame v te dividende, da ne bojo padle, pa da bojo stabilne, bi mogoče celo rekel, da lahko gre na to, da bo tukaj stabilen denarni tok iz dividend, čeprav so višji stroški, ampak bom klemu eno relativno srednje tvegan portfelj delnic in bom prek dividend vlekel 6% na let, pa mogoče bojo te firme tudi rasle. Evo, to je slovenski trg. V bistvu, če boš rekel enemu milenicu, rekel, jaz zdaj že bruham 10 minut, kad te poslušam, tole ni seksi stvar, ko vzrasla krat 2, krat 3, če bi pa rekel enemu boomerju, a bi imel delnico Krke, kad ti prinaša, 4% dividendno donosnost, pa mogoče zrasla v 10 letih krat 2, rekel, mogoče bom kupil kakšno nepremičnino, pa še malo Krke zraven, saj vem, da ti dolenci dobro delajo. Mislim, to so pol vprašanja, kdo je tist, ki ga v bistvu take naložbe prepričajo. In to je odgovor. Torej, slovenski kapitalski trg, iskreno povedano, vsi udeleženci, ki smo na njem, kot celota smo premalo ambiciozni, da bi naredili zgodbe in povezali to v neko večjo zgodbo. Mene malo skrbi, da je ta vlak mogoče celo odpeljal, ker se
toliko premikajo hitro drugi kapitalski trgi, da bo mogoče za nekatere družbe, ki bojo slovenske, govorim, ki bojo želele, ki bojo ratali velike, če bojo ratali velike, enostavno, če bojo razmišljali o IPO-ju, ne bo prišla Ljubljanska borza, ki je del Zagrebške ali pa Ljubljansko-Zagrebška borza, ker to je v bistvu isti sistem praktično, povezanih dveh borz, ne bo dovolj atraktiven in renomiran, da bi se na njega uvrstile. To me skrbi. Tako da se več dogaja v resnici bolj na alternativnih skladih, kjer se manjša podjetja financirajo, kot pa na samem trgu. Ok, super, najlepša hvala za to. Zdaj nekateri poslušalci čakajo na tisto vprašanje, ki smo v bistvu ga naslovili na začetku, in sicer, da ni težko investirati. Ok, pa nam pa povej, ne? Če imamo recimo 10.000 evrov viška ali pa 100.000 evrov, ali pa če imamo recimo 100 evrov na mesec viška sredstev, kam s tem denarjem? Če smo recimo manj nagnjeni k tveganju in pa recimo če smo bolj nagnjeni k tveganju. Če ste manj nagnjeni k tveganju, bom to vzel, da to pomeni, da ste vsem fokusirani tudi na ohranjanje premoženja in imate mogoče nek dogodek čez 5 let, ko boste ta denar rabili. Zakaj ne bom špekuliral? Ne? V takšnih primerih bi jaz svetoval vsem, da se tvegane naložbe vključujejo noter, ampak da se časovno, periodično odloži vstop na delniški trg in sicer to na tak način, ko govorimo danes o rekordih, v resnici, praviloma se zlom ali pa dajmo reči tako, DNK borznega zloma zgleda tako, da se večina upada zgodi tam v praktično 12 mesecih ali pa največ v 2 letih. In to pomeni zelo enostavno, da če imate večji znesek, ki ga razmišljate na enkrat nameniti, dajte raj to razdeliti tako, na ene tretjine in na ta leto pa pol malo razpršite, če hitreje pade, dajte malo več noter, pa nikoli ne investirajte na delniški trg za manj kot za načeloma 8 do 10 let. Pa bom povedal zakaj, ker vse študije z vključujoč dividende kažejo, da na to obdobje niste ustvarjali z nekim blue chip indeksom negativnega donosa. Zmer ste bili v plusu. Vprašanje je bilo samo, koliko plusu ste bili. S tem, ker ste pač prve 3 leta odložili, ste sicer riskirali, da boste manj v plusu, ste pa se obvarovali pred tem, da ste pač naleteli na mino in točno na vrhu dali v denar not, pa boste pa mogoče na nuli, na 10 let pa boste razočaran in boste itak trg zapustili. Zdaj tako, če imate pa daljše obdobje, bi pa v bistvu svetoval to, da isto naredite po vstopu, samo da tisti drug denar pa pol hitreje poinvestirate, ne? Da zdaj pol po mesecih to nekaj varčujete, nujno, če imate večji denar na lagerju. Zdaj kle govorimo, imam 100.000 evrov, pa zdaj jih bom dal na trg. Ne, 100.000 evrov bom zaslužil v 10 letih in jih moram investirati. Ker morate vedeti, da na delniškem trgu vsaka številka čez 20 let bo povečana za številko 8. Tako da vsak čas, kad denar na računu sedi, v resnici je oportuniteten strošek, da niste ustvarjali donosa. Edino, kadar je trg blazno precenjen, takrat pa pač navte tih 8% naredili, boste pa na ta vložek mogoče samo 3% naredili na 20 let. Zato je treba tukaj pač ta zgodnji vstop, tveganje zloma ob vstopu zaščititi. Druga stvar, ki pa je, sploh če ste varčevali 15-20 let, pa se je ena mala kepa že nabrala, da se ne bo stalila, se morate obvarovati tudi pred zlomom pri tem, da se vam zgodi zadnji dan ali pa zadnje leto izstopa. To pomeni, da morate začeti seliti svojo sneženo kepo v hladilnik, po domač povedan, zadnjih, dajmo reči, leto in pol. Morate začeti zapuščati tvegane naložbe. Torej, previdno na vstopu, previdno na izstopu, logika kakšnih tretjin, rečemo, če je to, ena tretjina na vsakih 6 mesecev, ali pa lahko tudi to malo mesečno razporedite, je kle po moje fina, ker v bistvu, če se zgodi zlom, če pogledamo, koliko hitro se je to odvil, praktično tam se je začel kuhati tam 2007, do oktobra 2008, marca 2009 smo imeli stvar že popucano in je šel pač trg nazaj gor. A si lahko bolj konkreten v smislu, v katero delnico, ETF, sklad?
Če me sprašujete, v katero delnico dati denar, morate to sami vedeti. Jaz vam v enem podcastu tega ne bom povedal, ker to je nesmisel. Tako da naredite svojo domačo nalogo, jaz sem jo naredil. Zdaj, nikoli v eno delnico, ker ne veste, če ne veste, kaj delate. To je mislim, da dosti jasno. Tako, kot me vprašali, znam klavir igrati, katero tipko naj pritisnem, ste me zelo vprašali. Ja, ne vem, vzamete partiture, pa pritisnete tiste tipke, ki hočete, če ste pianista. Zaigrajte kaj, prosim. Zdaj, druga stvar, pa je, če ne veš, kjero tipko pritisniti, dajmo imeti rezervirane vse tipke, dajmo tako reči. In to je pa sklad, to je pa ETF. Kupaš vse delnice, ki v resnici ne veš, kjera bo bolj zrasla in pač stavaš na vse. Ne moreš nič na vzgubu, pač nek povprečje boš dobil, nek povprečen komad bo zaigran, ne boste nikoli Mozart, ampak boste pa uživali v glasbi. To je pa ETF, recimo, ali sklad. To pomeni globalno razpršen produkt, ki vključuje vse večje kapitalske trge. Ne samo razvite trge, tudi trge v razvoju. Ponavadi so že ETF-i, kot MSCI World, naprimer, ki tehtajo po vrednosti kapitalizaciji vseh trgov. To pomeni, da imate noter tudi Azijo, pa tudi razvite trge. In kaj to pomeni? Začnite s tem. Ali če se čutite usposobljene odpreti račun pri borznemu posredniku z razmeroma nizkimi stroški ali pa brez stroškov, ki zaupanja vreden, če mislite, da to znate narediti, se lahko izobrazite, da ne pomota. Tisti trenutek, ko ste počutite dovolj izobražene za to in bi to probali, greste lahko z majhnim številkam, probajte. Če se vam pa mudi, pa nimate ideje, pa nav tudi čist nič narobe, da si zagotovite dostop, da kakšen varčevalen načrt napišete samo zato, ker pač morate nekje začeti v resnici. In ko te rateli bolj samozavesten, boste ugotovili, sej bom tam pustil, 50 evrov na mesec in ko sem odprl račun, se učim in bom v ETF več sam vlagal. Torej, dejstvo je, da kupovanje ETF-ov zahteva več samoiniciativnosti in več poznavanja. Kakorkoli se to absurdno za ene sliši zdaj, kad danes to poslušajo, naj se prosim mal skulirajo vsi skupaj in zavedajo, da obstajajo ljudje, ki v življenju niso videli spletne strani borznega posrednika in tudi te imajo pravico dostopa do trga. In tukaj se mora pač nek čas, naučiš se, to je kot s kolesom. V bistvu na začetku je malo čuden, ko si bil otrok, kar naravnotežen in šel danes se vsi že malo da ne brez bilance vozijo. In to je v bistvu ta zgodba, kako se lotiti trga. Lahko z enim inštrumentom, ki razprši in imate ta povprečen donos noter zaklenen in med tem razmišljate, ko te pa prišli pol, obstaja ta tipka, obstaja ta oktava, note so, lahko zaigram nekaj drugega, to so pa pol te ideje, ki jih dodajate na to. Poznate neko firmo? Ja, mogoče bi dodal. Zdaj bom tako rekel, če pa kupujete zato, ker je cool imeti Teslino delnice, pa me pa ne sprašujete, koliko boste zaslužili, ker eni tudi avtomobile kupuje zato, da so cool, pa ne vem, če ima to monetarno logiko v zadju, da se malo poheca. Andraž, to je odličen nasvet, sicer bomo več o konkretnih naložbah govorili tudi v enem od prihodnjih podcastov. Mislim, da sva za uvodni borzni podcast odgovorila na nekaj ključnih vprašanj. Hvala, Andraž, da si za MoneyHow prekinil medijski molk in delil z nami tvoje mnenje in izkušnje z borze. Meni je v bistvu užitek o tem govoriti, saj upam, da sem del te svoje strasti skozi mikrofon prelil v vaše slušalke, pač se še kaj slišimo. Super, najlepša hvala. Prepričana sem, da je marsikdo kar veliko odnesel od tega pogovora. Če vam je bil ta podcast všeč, se naročite nanj, kot omenjeno na začetku, pripravljamo še več poglobljenih borznih vsebin, pa ne samo borznih, tudi druge teme, ki lahko koristijo vam in vaši denarnici. Če imate kakšen predlog, mi pišite preko katerega od družbenih omrežij, sem na praktično vseh, ali na marja@businessspace.com. Želim vam lep dan in ne pozabite, denar ne dela za vas in ne vi za denar. Lep pozdrav!